Lep pozdrav v moji družbi. Danes bom govorila o glasu duše, kako nam naša duša sporoča, kakšna sporočila in kdaj, ob katerih urah ima za nas neko misel, idejo, željo, kako izraža svoje hrepenenje, kako prisluhnemo in sledimo glasu svoje duše in kdaj nas zavede, zapelje, kdaj padamo na limanice. Aleksandra Winkler-Drole je moje ime in če spremljate moje videe, potem poznate, da kanaliziram v sliki, v pesmi in besedi. Pišem za mnoge slovenske časopise, sodelujem z mnogimi novinarji in imam kar nekaj spletnih programov. Ta moment je za vas odprt om hipnoze in regresije. Poslušajte vse do konca, da vam tudi razložim, kako začneva najin kontakt, tako da ne bo zmede. Seveda, če vam je všeč glas duše, če vam je všeč moja tematika, če še niste naročeni na moj YouTube kanal, kliknite zdajle subscribe, naroči se, sledi, lajkajte video, da se bolje uvršča. Takole gre. Glas duše na eni strani in na drugi glas ega. Ta dva sta si v bistvu zelo nasprotna in hitro ločim, kdaj je glas ega, kdaj je glas duše. Oba dva se pojavljata v našem umu in ker ti en govori z leve, en z desne, moraš biti nekako vešč temu, da veš, ti nimaš prav, ti pa mogoče imaš prav, ne, tebe da bom poslušal, tebe pa mogoče bom, sam rabim več informacij. Druga stvar je, ko se nam umeša naš in naša duša. Tam je pa bolj zakomplicirano. V glavnem takole, jaz zdajle delam te brezplačne video vsebine, da vam približam mojo tematiko. Mimogrede 7 mojih knjig je po Sloveniji, po knjigarnah in na moji spletni strani oziroma v spletni trgovini omgarden-shop.com. Tako da vam približam mojo tematiko. Ni pa to zdajle izobraževalni program, če se razumemo, ne? Zato imam pač 2 online skupini oziroma 2 online tematiki. Ena se govori o akaških zapisih, druga o hipnozi. Imam tudi druge spletne programe o masažah, ampak o tem si boste že sami ogledali. Gremo zdajle na tista 2 dela, kjer sta levi, desni, najbolj osnovni. Najprej pa o duši, se pravi, nekdo mi je pri duši, nekdo je moja sorodna duša, zdi se mi, ali pa občutek imam, da se midve že po duši nekje poznava. Duša vsebuje določene vidike božanskega vira, ampak ne vseh. Duša hrani spomin, to je dejansko tako odličen pomnilnik, ampak ni povezana vedno z našim razumom, da bi naš razum lahko procesiral določene dušne vzgibe. Naj vam povem čisto takole. Na hipnotični regresoterapiji imam veliko klientov in med njimi imam veliko strank, ki jih zanima, zakaj imajo neko posebno znamenje na telesu. Tukaj na sliki se zdaj pokaže ta dva moška hrbta. Oba sta imela 2 znamenji na hrbtu. Eden je imel recimo tako črno znamenje, drugi pa tako belo liso. Oba dva sta bila na tistem mestu, ki se jim zdajle na fizičnem telesu pojavljajo te lise, ta znamenja, ustreljena ravno na tistem delu. Se pravi, očitno zelo blizu srca. Ko sta šla v hipnozo, sta doživljala travmatično izkušnjo, teče eden, drugi ga namerava ubiti in na koncu ga ulovi in ta zgubi življenje. In ko ga v hipnozi vprašam, kam je meril, kje si ustreljen, pokaže, kje je, in ko gremo gledat, ko pride ven, ja, saj na tistem delu imam neko znamenje. Tako da včasih duša, ko hrani nek spomin na prejšnje dogodke, pusti na fizičnem telesu neke sledove. Imela sem tudi žensko,
ki je imela te bele lise, ko se reče, ta beseda mi napade ven na misel, kako se to v zdravstvenem pomenu pove. Tam se pač mora dosti z močnim faktorjem za sončenje mazati in je preobčutljiva za sonce, v glavnem, ko da ima pomanjkanje pigmenta, se pravi take bele lise. In sem jo vprašala, na katerem delu telesa ima, je rekla pod pazduho in na prsih. Ok, sem rekla, če mi pokažete samo pod pazduho, da vidim, ne, in neverjetno. Ko smo šli v regresijo, so jo dobesedno zlorabljali, spolno zlorabljali in se jo dotekali. Tiste rane smo potem zacelili. Se pravi, duša pusti nekje nek spomin, tukaj je nekaj, tukaj se nekaj dogaja, pomagaj mi, da ta program ozdravim. Mi lahko v regresiji zdravimo dušo, določene travmatične izkušnje, če pač klient to želi. Ni nam pa treba odpraviti lekcijo kot nekaj naučenega. Se pravi, lekcija iz naše preteklosti, tudi če je bila travmatična, smo spadli s kolesom, prišli smo do tega, zakaj se nam je to zgodilo, kje nam je zdrsnilo, kako, in lahko pustimo mimo, tako da ostane izkušnja kot doživeta, kot neka smiselna lekcija. Ni pa treba, da nosimo travmo zaradi tega. Se pravi, če smo padli s kolesom v tem življenju, kar smo verjetno vsi, ni treba, da nosimo travmatično izkušnjo na to, v smislu, da se bojimo danes se usesti na kolo in se sproščeno voziti okrog. Enako je s spolnostjo, enako je s tem strahom pred drugimi ljudmi, da me ne bi kdo škodil, da me ne bi kdo, ki preti nevarnost zame. Se pravi, duša nosi spomin, ta spomin se lahko in to zelo pogosto izraža na fizičnem telesu. Lahko je ta travmatični spomin iz prejšnjih življenj ali pa iz tega življenja. Se pravi, v tem življenju te bolijo kolki, recimo gležni sklepi, in duša ti tukaj sporoča, da se ne premikaš v pravo smer. Ali pa da si pretrt, da nisi bolj prožen, fleksibilen. Se pravi, sklepi so fleksibilnost. Ampak natančno o tem bom govorila vsem, ki se boste prijavili v online program Om, hipnoza in regresija. Se pravi, poučujem v tem programu. Recimo, če ločimo, tukaj smo vzeli primer sporočilo duše in fizičnega telesa. Zdaj pa grem na primer ego in duša. Na eni strani ti govori ego, na drugi strani ti govori duša. In en ti reče v eno uho, drugi v drugo uho. Zdaj, koga boš poslušal? Na kratko povedano, glas duše je prijazen, spodbujajoč, govori o hrepenenju, o upanju, o izkušnji, je glas, ki spodbuja, glas, ki podpira, glas, ki ti prišepetava, da si v redu, ampak da mogoče moraš sam korajžo zbrati. Glas duše je tih in če ga hočeš slišati, potrebuješ tišino. To pomeni preprosto ne radio, televizija, non-stop zabave in mentalno žlobudranje. Naš rabi malo posta, tako kot rabi telo, da se malo posti. To pomeni, da nam ni treba biti non-stop pod nekimi mentalnimi dražljaji, zdaj to moram, zdaj to odgovorim, message imam, maile imam, konstantno biti na preži.
da moramo nekaj narediti. Preprosto se moramo znati dati na off. To je mentalni post, mentalno postenje, da se malo resetiramo, tako ko bi telo rabilo vsakem toliko časa, če zdrav človek, tako kak dan, samo sadno zelenjavni dan. Glas duše je tih šepet in pride do izraza takrat, ko smo v možganskih, ko so naši možgani v stanju teta, najbolj theta, ne shajam se izgovori. Se pravi, imamo alfa stanje možganov, to je nekakva meditacija, in imamo teta stanje možganov, to je pa že globli trans. Takrat duša govori resnico, najbolj. In pove vse, zaupati, dobesedno se opre tisto človeka. In če nisi še prišel k meni na tole hipnotično regresijo, hipnozo, potem je pomembno, da ko si ti, to je že tvoje naravno stanje, hipnoza je naravno stanje, ker so alfa in teta možganska stanja dnevno, vsak dan si 2-krat na dan pod vplivom sugestij, hipnozi, sublimiranih sporočil. In to je dobesedno zvečer, ko si že malček truden, takrat, ko tvoj ego in razum utihneta, ko greš pred televizijo, se udobno namestiš in zdaj pa dosti za danes, zdaj pa nimam več skrbi, sam še malo se sprostim in pogledam to, drugo, tretje na televiziji. In kaj se zgodi? Takrat se pojavijo tudi reklame. In takrat je tudi v filmu, že film sam je hipnotičen. Zdaj kaj gledaš? Akcija, streljanje, dajmo ga, in to vznemirja tvojo dušo. To ni nič v zvezi s tabo. Takrat je najbolj dovzetna, ker si že v alfa možganskem stanju. Zato tudi takrat dajo reklame. Najdražji blok reklam je zvečer po 7 zvečer. Že vejo zakaj. Takrat je največ ljudi pri televiziji, to je ena stvar, druga pa takrat so najbolj dovzetni za sublimirana sporočila. In takrat bi ti najbolj tvoja duša lepo povedala, kaj hoče, kaj si želi, po čem krepeni, kaj narediti, da bo fajn v življenju, kako splanirati drug dan, tako prav na nežno se pogovarja s tabo, tako kot klasična glasba, po božja ušesa. Ampak ti jo ne slišiš, ker si pred televizijo, ker imaš radio, ker imaš hrup. Zato rabiš popolno tišino, ne meditacijo, ampak popoln mir in tišino. No, ena vrsta meditacije, ki spodbuja to, je, da si samo v tišini in da ne misliš na nič. To, kar sem jaz to izvedla, to ne prodajam. So mi rekli moji tečajniki, tako težke meditacije še nisem doživel kot to, ne misli na nič. No, so še postopki, ampak zdaj to imam za tečajnike prišparano, ni za širšo javnost. Glas duše, se pravi, je nežen, spodbujajoč. Glas ega je oster. Ego nekaj hoče ali pa nekaj noče. Se pravi, tako reče, nočem tega, ne morem tega, to se ne da. Ali pa na vsak način hočem to, to je tisto, kar jaz rabim, kar si želim. Ego je grob. Ego je sicer v osnovi del naših preživetvenih nagonov. Ego nas varuje, se pravi, smo rekli, duša, ego, nasprotje. Oba rabimo. Se pravi, noben ni slab, oba sta lahko ranjena, oba govorita tudi svoje traumatične dele. Ego nekaj hoče ali pa nekaj noče, se nečemu upira ali pa gre gas na vrat, na nos si zapiče v glavo, da mora nekaj biti in ni miru, dokler to ne doseže. In polk je doseže, je duša čisto iztrošena in se vpraša, a je bilo vredno, a je bilo sploh vredno. Tako da glas ega, ne morem reči, da je dober ali pa slab, povem še enkrat, sicer to natančno o tem pišem v mojih knjigah, akaški zapisi osnove dušne matrice, govorim o tem. Ego je del naših preživetvenih nagonov. Se pravi, skozi zgodovino naše duše nam je pomagal, da smo preživeli, ko smo se
borili, recimo, da bi preživeli, bali smo se, da nas bo napadel sabljasti tiger, ne? Smo bili stalno na preži in ego je pač treba znati disciplinirati, ker sicer te stalno opozarja, pazi, to je nevarno, ne? In je brez veze, ni vse nevarno. Se pravi, to je, bi rekla z drugimi besedami, naš ego je kot naš kuža pazi. Ta kuža pazi pa laja tudi brez smisla, tudi takrat, ko ne bi bilo treba, ne vem, na poštarja bi ga skoraj raztrgal. On ne prepozna resnično od namišljene nevarnosti. Ego se oglasi takrat, ko se človek boji zvite vrvi, ker ga je enkrat pičila kača. Razumemo? Ampak govorim, ego je še vedno del naših preživetvenih nagonov in prav je, da ga spoštujemo, ampak prav je tudi, da ga znamo mi njega disciplinirati, ne da on nas obvladuje. Se pravi, če imaš kuža, če si gospodar psa, bodi ti njegov gospodar, ne da je on tvoj. V tem je vas point. In če se vrnem k duši, smo rekli, zdaj le glas duše od glasa ega je enostavno prepoznati, v hipnozi jim pomagam ljudem, da umaknemo ego. Ego so ti programi, vzorci, prepričanja, so odtisi in točno vidim, kjer govoriš človeka. Ne? Bolj ko je sproščen, boljš je, pa manjka misel, ker recimo tudi, da se ne vmešava ta naš ego. Recimo leva možganska polovica je zelo nekako razumska, brez nje ne bi znali računati, ne bi bili logični ljudje, ne? Leva možganska polovica nam pomaga, da nekaj sprocesiramo, da razumemo, da dojamemo. Medtem ko desna možganska polovica je tisti del nas, kjer so shranjeni simboli, kjer so shranjene slike in spomini. Se pravi, na nekaj imamo lep spomin, recimo, če si imela, recimo, jaz sem imela v otroštvu, smo imeli psa, kraški ovčar, in kjerkoli vidim nekaj podobnega, tudi če ni kraški ovčar, tudi če je šarplaninc ali pa kavkaški ovčar, ki so si zelo podobni, samo po velikosti so malo drugačni. Wow, rečem, wow, kako lep kuža, jaz bi ga kar primla pa domov nesla. Ampak žal vse ne gre v moje življenje in zdaj tako hrepenenje, ki se pojavi zaradi lepega spomina. A se razume? Se pravi, podobno je z moškimi. Če imaš lepe spomine na enega temnolasega, poraščenega, pol sem, da vidiš nekaj taha, že wow. Ali pa z drugimi besedami, če te je pičila kača, ki je bila takole zvita, vse kar zgleda takole, pa makar je slepeč črf ali pa špaget, ti bo že odpor delalo. In tako neverjetno se enim ljudem gnusi špinača. Eden mi je celo rekel, jaz ne morem jesti špinače, meni je to, kar češ pojem, žabo, če je treba sam špinače, ne. Sem rekel, se hecaš, kaj je narobe špinačo, ali pa blitvo, ali pa ono, vse, kar je zmleto zeleno. Pa tudi solate, da ne, da še to par listkov pikne, če že nuja. Sem rekel, pa ješ zelenjavo? Ja, samo če se le da, da ni zelene barve. Se pravi, kaj, pa paradežniki, ki so rdeči, to ješ? Ja. In kaj, dobro, tega človeka moraš zmerom poslušati, ne smeš mu reči, kaj si neumen, kaj si nelogičen, kaj ti je, pa ja boš jedel solato, to imaš sam ti nekaj neumno v glavi. Ne, koliko stvari imamo ljudje neumno v glavi. Reci ženski, da ima slamnate lase, jutro boš lahko kupiti vse možne šampone, makar 3, ki pomagajo rešiti, da niso lase slamnati. Reci moškemu, da ni močen, da je švoh, v roku enega tedna se bo upisal na fitness. Tako recimo, kako mi smo dovzetni, vsi nas hipnotizirajo, čisto vsi povsod na televiziji, privat, za ene sublimirana sporočila v hipnozi so za dobrobit naše duše, druga pa ne.
Meni ne moti, če mi kdo reče na prijazen način, da imam slamnate lase, bom rekla, saj pač imam že vsaj 3, 4, 5 šampone, ki to odpravljajo, tako da ne skrbi. In recimo glas ega od glasa duše se kar da ločiti, medtem ko naš naš razum in glas naše duše je pa težje ločiti. Zakaj? Ker oba dva domujeta na 5. dimenziji obstoja duše. 5. dimenzija vsebuje že prvo stopnjo duše in obenem tudi je tam mentalni nivo. In to recimo tudi, ko dostopam, ko berem, si pomagam z nihalom, ampak ni point v nihalu, aj tako, aj drugačno, čeprav sem si jaz dala. Point je v temu, da ti znaš prestopiti prag, ko greš ven iz svojega ega v glas duše. In v takem stanju so bili Da Vinci, Nikola Tesla, v takem stanju, govorimo o mega ljudeh, ne nazadnje tudi vsi pesniki, pisatelji, slikari, če so ta pravi pesniki. Zdajle je pač polemika o tem, kaj je umetnost, kaj ni. Se pravi, če so pesmi brez rime, brez nekega, pa jih lahko čisto vsak napiše. Se pravi, tako kot neka umetnost, da je neka olje na platnu, neka packarija, pa se to lahko ne veš, je naredil akademski slikar ali 5-letni otrok. Se pravi, govorim o pravi umetnosti, ki je kanalizirana skozi dušni nivo. Duša je pač tisti prehod, tisti ojačevalec, ko bi rekli, kot televizija, ki ima oddajnik pa sprejemnik, od tam, kjer se dogaja, do nas, ko to gledamo sliko. Ne more biti vmes oddajniki. In ta duša je pač tisti košček vmes, ki prevede, da pride do nas, posreduje. In recimo, ko grem v akaške zapise brat, takrat imam svoj postopek, imam prošnjo, da imam pripravljeno prostor in sebe za to, da hitro tja prestopim. Mimo grede, zato da narediš ta prestop, pa rabiš vaje. Kako bi rekli, še za naličiti se rabiš vaje, da se dejansko se moraš naučiti. Nekdo te more naučiti. Za vsako stvar rabiš vaje, za štrikanje poloverja, da greš hitro, da hitro skuhaš. Vsaka stvar zahteva vajo. Avto, da voziš, vajo rabiš. Nobena stvar ne gre tako. Ampak morate te prav mojster učiti. V glavnem, ko imaš ti vprašanje, si zastavi vprašanje tik preden zaspiš. Tik preden zaspiš zvečer, recimo se vprašaj, ali je dobro zame tako, ali ta oseba, ali ta služba, in pusti si to vprašanje, da se ti bo zvečer sprocesiralo skozi tvojo dušo in pol prvi občutek, prva misel in prva telesna senzacija. Se pravi, 3 stvari so, občutek, misel in telesna senzacija. Emocija je v bistvu občutek, emocija, misel in telesna senzacija. To imam tudi v skupini Orion, vodim ta postopek, je 1,5 ure traja, neka meditacija je in ti točno povem, točno po navodilih greš. In takrat dobiš vizijo, dobiš sporočilo, dobiš misel. Ampak zato moraš biti osvobojen svojega ega, biti v miru, brez televizije, brez radija, čim manj govoriti in samo v miru. Preden zaspiš, si že v teta stanju. Takrat si dovzeten za vse hipnoze, za vsa sublimirana sporočila preko tega transa, ki ga doživljaš. Se pravi, trans je to, da zaspiš. Tu si že v transu. Pri meni nikoli ne zaspijo na hipnozi, res nikoli. Zmerno so z eno nogo pri meni, z eno nogo pa nekje drugje. Tako da tam moj način zdravilne hipnotične regresoterapije je z namenom zdravljenja
ranjenih delov duše, da jih pripeljemo zaceljene v to življenje in pustimo izkušnje in lekcije kot dokončno doživete. Odpravimo pa samo travme in negativna prepričanja, vzorce, programe in odtise. Tako da ja, če ste navdušeni nad to temo, najprej gremo v branje dušnega zapisa, prvi kontakt z mano je branje dušnega zapisa, zato ne rabiš nikamor iti in tudi jaz ne, sem doma preko telefona, mobitela, Skypa, Whatsappa, kakorkoli se zmenimo. Drugi, če je pa potrebno, če pa vidimo, da lahko naredim za vas več, stopinjo več, v smislu, da potrebujete zdravljenje, da potrebujete terapije in da vam jaz lahko koristim, da najdemo skupno točko, da lahko komuniciramo, da se ujemamo, pa gremo naprej in se zmenimo za lokacijo Ljubljana, Celje, Nova Gorica, na 3 koncih sem zaenkrat. Tako da, če vam je všeč ta video, ga lajkite, subscribite, pogledajte si še druge video, kako sem kanalizirala za leto 2025, v umetnosti, v sliki, v besedilu, v verzih, za vsak letni čas. In to je tisto pravo, ko duša spregovori, duša govori skozi desno možgansko polovico. Dobri kanalizatori so umetniki, slikari, pesniki, pevci, glasbeniki in morajo tudi pokazati svoja dela skozi to. Tako da ne verjemte vsakmu, ne verjemte na ego. Če se veliko pojavlja v medijih, na televizijah, če ima dobro marketinško ekipo zadaj, to še ne pomeni, da je on dober, ima pač dobro marketinško ekipo. Če nima kaj pokazati svoje rezultate svojega dela iz preteklosti, razen Facebook lajkov pa YouTube lajkov. Ni vedno tako. Hočem reči, Nostradamus je bil genijalen kanalizator in v naslednjem videu bom govorila o tem, kako prihajajo kanalizirana sporočila skozi dušo, ki je v pesnitvi, ampak še zmeraj bi bil logičen, čeprav je rekel, svinčena toča bo padala z neba, tako je opisal Prvo svetovno vojno, svinčena toča, takrat, ko bo on, še niso poznali teh metkov, svinc, da bo padal z neba. Delno razumeš, delno ne, so metafore. Metafore so stvar duše. Ljudje, ki jim manjka dušna izguba, ponovadi so to po kmečko psihopati ali pa avtisti, jaz tem rečem manjkajoči del duše, se pravi košček duše jim manjka, dobesedno tako. Se pravi, če bi telesu manjkalo en kos telesa, lahko ti manjka prst, lahko manjka cela roka, to ni isto. Ali manjkata obe nogi, in manjkajoči deli duše povzročajo take težave, da je neozdravljivo. Tukaj je tudi avtizem. Medtem so tudi, se pravi, da mu manjka en kos duše. Obstaja celo rek, da rečejo, ta tip je brez duše, ko je psihopat. Nima duše. Se pravi, je sam kompjuter, preračunava robot, nima mar za nikogar. Se pravi, gremo pot do uspeha, ne glede na to, koliko žrtev bo prineslo. Važno, da pridem jaz do zmage. Tako je njihov način mišljenja. Ok, se pravi, v naslednjem videu, naslednji video boste dobili, če ste naročeni na moj YouTube kanal, o kanaliziranju, o božanskem kanaliziranju sporočil. Pustite svoj e-mail, da vam pišem še več o tem, kdaj bom imela v Ljubljani, Celju in Novi Gorici skupinske progresije, to bo uvid v prihodnost. 3 lokacije, 3 datumi so, ne smete jih zamuditi, v marcu bojo, če zamudite tisto, bo pa verjetno nova priložnost šele čez 1 leto. Ne zamuditi, 3 datumi, 3 termini, 3 lokacije. In pa ja, omgarden.si, pustite tam svoj e-mail, da boste lahko obveščeni v Omgarden novicah. Z vami je Aleksandra Winkler-Drole in hvala vam, ki me priporočate vašim prijateljem in ki sledite in naročate moje knjige, storitve, karkoli. Hvala, živijo!